Ta teden je bil teden nostalgije, obiskali smo en par starih svetov v Minecraftu, pogledali smo še kaj drugega. V glavnem ogromno lepih spominov smo malo podoživeli, pa tudi jaz osebno. Zdaj pa, za zadnji dan v tednu, nedelja, je čas, da pripeljemo nazaj nekaj, kar je fan favorite. Ne Minecraft Survival, pač pa Reddit dan! Zadnji Reddit dan je bil decembra. O moj bog, to je bilo 7 mesecev nazaj. No, tukaj ga imamo, link bom dal v opis, ne veš, da si na svoja očala gor, da lahko boljše vidim, kaj ste ušpičili v tega dobrega pol leta, skoraj 7 mesecev. Zakaj je 4300 ljudi na tem subredditu? Ojoj. Samo en hiter disclaimer, Reddit dan ni zdaj nazaj zavedno, tega ne bom obljubil. To je one-off video, ne bom nazaj pripeljal serije, da bo spet vsak mesec. Ampak ne morem pa reči, da bo to nujno zadnji Reddit dan vseh časov. Bom pustil spet par mesecev, mogoče še več, da vidimo, če se kaj spet nabere. In bom naredil Reddit video samo takrat, ko mi bo pašalo, ko se mi bo zdelo, da je dovolj nekih zanimivih stvari, mimov, česarkoli na subredditu za biti vredno narediti video daljši kot 2 minute. To je bil nekako glavni problem z Reddit dnevom in sem ga mogel končati zaradi tega. Preprosto je pošla večinoma vsa kvaliteta in nasploh število stvari. Gremo zdaj nazaj, Memory Lane. Vidim, da imamo en hardcore klip že takoj na začetku, to bo zanimivo. O, ne Coffin Dance, to muziko prepoznam na 2 km daleč. Aha. Pam, pam, pa, bam. Tisti pajke so me tako zmotili. Ja, ta muzika je copyrighted, tako da Jerison, prosim, da jo nadomestiš z Minecraft Noteblock remixom. Dober meme. Ja, verjetno bo kar dosti hardcore memov tukaj noter, ki se je končal na tak način, ko se je končal in šele potem, ko smo že zaključili Reddit dan, ne. Se mi zdi, ne vem, timeline, jaz ne znam več. Denko je umrl od 3 pajkov, Denko je umrl od Kriprja. Ok. Peticija za Denko. Ja, to je bila še ena stvar, peticije. Vsak drugi post je bil peticija na tem Redditu in večina jih je bila slabih. Kako naj iz tega pomozem ven content? Kako? Ta krava ne da mleka, če ima samo peticije v svojih... Kaj ima krave? Vime? A se temu reče vime? Jerison, prosim, da pogooglaš in daš na zaslon. Ko Denko reče, da bo zgradil začetno bazo na Bodcraftu, ugotovim, da je to Jerryjeva hiška na gori. Brez skrbi, bom naredil nekaj dejansko svojega, bom nekaj zgradil na Bodcraft Legacyju, samo rabim več časa, da dobim voljo in, no, ja, čas. In čas je denar, tako da stisnite like pa subscribe. Ne vem, zakaj sem to povezal s časom ali denarjem. Denarjem sploh, ker lajkanje in subscribanje je zastojn. Kar je še en razlog več, da to narediš, ne, pa, ja, če stisneš subscribe, še posebej, če stisneš zvončka, si obveščen vsakeč, kaj je nov video. Denko kanal 2022, no, da vidimo. Jurassic World Evolution serija. Denko smreka svinčnik kladivo mimi. Velika večina ljudi na Redditu ne zna več pravilno pisati, nikoli niso. Začetek hardcore serije. Oh yeah. Granny epizode. Granny, by the way, ko smo že pri Granny. Videl sem, da je Granny nazaj na Steamu, oziroma nekdo mi je to povedal v komentarjih celo. Nekaj mesecev je bilo, da Granny sploh ni bil več na Steamu in nisi mogel kupiti ali pa si naložiti dol, razen če si že imel kupljeno in v svojem Steam libraryju. Tako da nisem imel dostopa do novih updateov za Granny in tudi do Granny 3 nisem imel dostopa, ker ga nisem kupil do tiste točke še preden so dali celo stvar dol z Steama. Ampak zdaj so vsi 3 nazaj, tudi z najnovejšimi updatei. Tako da lahko pričakujete vsaj še en video od ta prve Granny, ker je nek nov način za pobeg ali nekaj tasga, zveni ful strašno od tega, kolikor sem slišal in videl. Potem še en Granny 2 video, verjetno bo treba narediti, da še tisti tretji način pobega naredimo, ironično skozi vhodna vrata. To je edini pobeg, ki ga še nisem dobil v Granny 2. In pa Granny 3. Ja, vsaj en Granny 3 video, bolj odvisno koliko je načinov pobega. In če vam bo zelo všeč in če se bom jaz še vedno tako zabaval, bo mogoče še kak ekstra video, mogoče Nightmare Mode poskušati. Ne vem, bomo videli. Nazaj na mime.
Poppy Playtime, obuditev srhljivih igrc. Granny Better, smrt v hardcore seriji. Ja, na to sem čakal. Skorajšnji propad Reddit dneva in v bistvu ukinitev Reddit dneva potem. Spopad med youtuberji v Gang Beasts. Ta je bila dobra, ta je bila zabavna. Večja količina Minecraft modded epizod. Ja, dokler niso spet pošle za par mesecev. Ampak moram reči, da zdaj v moddedu se spet zabavam. Bolj cool že dolgo časa. Odkar smo šli goli in prestrašeni v preživetje v Betweenlands dimenzijo. Tako rekoč, ko smo šli brez oklepa in orožja in vsega tega od Dragonsteel in vsa naša OP oprema je bila puščena doma in zdaj v moddedu lepo gremo nekako pseudo od začetka survival v Betweenlands dimenziji. Tako da to bo kar nekaj epizod še verjetno. Boj, da ima Betweenlands 3 ali 4 ali celo 5 boss fightov in še marsikaj drugega, kar še imamo za odkriti in se naučiti. Tako da, komi čakam jaz osebno. Stream teden! Yeah! Ta Doom muzika je tako dobra, bro. Epizode valjo YouTube animacij na Reddit dnevu! Yes! The Forest s Swazom, no Sons of the Forest v bistvu. Pozdravi kralja. Ja, to zadnjo muziko prav na koncu boš tudi mogel nadomestiti Jerry Son. Ja, ti prepustim Creative Freedom, lahko daš karkoli hočeš. Upam, da to ni bila napaka, ko sem ti tolih kar dovolil. Mimo grede, te odvaljujo to animacije. To je dejansko bil peak komedi. Si Denko Čevapčič in te stvari. Mislim, da ni delo nadaljevanja še. Je rekel, da nima časa / idej, ampak no, če bo naredil, bom z veseljem pogledal, kadar bo, takoj. To sem videl, Gigi meni je naredil animiran refren za Ujami. Ne bom predval zvoka, kaj je copyrighted, ampak dejansko, lahko lih par sekund. Ja, sem že pozabil, kako gre ta naš refren Ujami. V glavnem, animacijo je naredil ful dobro, zelo solidno in mogoče bova skupaj sodelovala za kakšno naslednjo parodijo, da naredimo dejanski animiran video v celoti. Glavnem, Gigi Man, kar legendica, moram reči. Eden od najbolj kreativnih posameznikov v našem youtuberskem krogu, v našem communityju, tako rekoč. Bodcraft Legacy ali Minecraft Hardcore, no, ja. Vemo zdaj, kaj je edina stvar, kaj je ostala. Zanimivo dejstvo, v Minecraft Hardcoreu sem večkrat umrl kot na Bodcraft Legacy, trenutno, ko to snemam. In sicer enkrat, ne. Ja, Reddit člani, ko se ne morejo odločiti med dobrimi mimi in random slikami Denkove glave na predmetih. Smešno je bilo na začetku in pole nikoli več. Naredi bazo, ukradijo Jerryju. Kako poetično, da je lih Drake na sliki pri tem mimu, implikacije. Denko, ko vidi Creeperja zunaj njegove hiše, moglo bi biti svoje. Denko, ko opazi Creeperja malo preden ga raznese. Jerryson, če boš spet dal zdaj tiste klip, ka me Creeper eksplodira, že drugič zapored. Ne bom jezen, zato ker paše v situacijo, ampak vse tako reči si jaz zapomnim, dragi moj editor. Imajo pajki v Minecraft. Tega Snow Golema sem naredil iz gline, upam, da je všeč. Srečno novo leto. Srečno novo leto tudi tebi, 7 mesecev zamude. V glavnem, ja, zgleda full nice, snežni golem. Celo svečka je noter, to je full cool dodatek. Denko, prosim, odgovori na vprašanje, zakaj za boga je Prims odnehal z YouTubeom? Iskreno ne vem, naredil je svoj Minecraft server in malo igral na njem in pol je dipnul. Vsaj z YouTubea dol, na serverju, mislim, da je še aktiven. Ja, pa tudi na Bodcraft Legacyju ni nikoli bil. Mislim, da niti whitelisted ni trenutno. Ne vem, sklepam, da mu je preprosto življenje prišlo vmes, ne vem, šola in te stvari in mogoče malo zgubil zanimanje za delanje videov, kar je normalno, pač niso vsi tako, da bi ne vem koliko let zapored bili konsistentni youtuberi in tako naprej. Jaz sam nad samim sabo sem presenečen, da sem toliko časa zdržal in da me še vedno veseli delati videe. Čeprav tudi jaz imam kakšna obdobja, kjer me manj veseli, specifično kakšna obdobja, mogoče kjer nimam toliko časa in imam malo več dela z drugimi stvarmi, ampak nikoli se nisem ustavil za več kot, ne vem, 2, mogoče 3 tedne. Vedno sem bil vsaj kolikor toliko konsistenten. In ja, bomo vedeli, koliko let je še v meni, preden ne odneham tudi jaz. Zaenkrat še ne planiram tako hitro iti, tako da ne se mi ustrašiti. Oziroma tisti, ki hočete, da čim prej grem, vi se kar treste naprej. Ko Elon Musk vidi, da gre Denko na Luno. Ko Elon Musk vidi, da gre Denko na Mars. In pol sem šel še na Venero. Pojej to SpaceX. Končaj svetovno lakoto, končaj svetovno revščino ali več videov.
Jerison, daj prebarvi ta gumb. Čakaj, da pomislim, kje od tega je boljše. This is big brain time. Če pritisneš zelen gumb in končaš svetovno revščino, potem s tem nekako odpraviš tudi svetovno lakoto. Ker če noben ni reven, si lahko vsak kupi hrano. I can't argue, that's a good reason. Tako da Jerison ta spodnji gumb prebarvi v zeleno, lepo prosim. Zakaj en cilinder, če pa lahko dva? Zakaj bi se ustavil pri dveh, da jih hočem med 5 cilindrov, eden na vrh drugega, v barvah Maurice in pole, kaj jih snamem dol, zlije voda ven. Tako kot pri Maurici, ki pride med dežjem. Ne vem, kam grem s tem, tako da grem rajš naprej. Ne vem. Ja, jaz tudi ne vem kaj. Zakaj je to fanart? Zakaj je to tegano kot fanart? To sploh ni art. To je samo screenshot in to dismorfiran. Ogabno, fuj. Prosim, daj to proč. Ne vem, kaj je ta obraz? Misliš ta obraz? Zdenko. Zdenko. A se sam meni zdi, ali je ta grozota podobna Golumu? Iskreno, Golum je bolj čeden. Le te modre oči, modre so kot ocean. Tak grozen, slab ocean, kjer so stvari, ki te hočejo pojesti. Roblox Doors izkušnja, Tamli, ko vidi napačna vrata in ga jumpscara. Raške drvi proti Denkotu. Denko, yes. Ja, jaz sem zelo glasen po tem, da se ne bojim dosti v igricah. Če primerjaš moje reakcije, kadar sem prvič igral Blender Horror Map v Minecraftu, ja, tam sem kričal kot koza, ko jo odirajo. Potem sem pa rad malo bolj privajen na horror igrice in zdaj me bolj redko kaj tako močno dobi. Ne vem, bomo videli, kako se bom obnesel, kadar bom igral Five Nights at Freddy's 4. Dajte mi povedati, da bi rajš videli to v obliki videa ali v streamu in bom videl, kaj bom naredil. Peticija, da Denko začne novo hardcore serijo. Zaenkrat pustimo stato, ok? Zaenkrat rajš ne. Mogoče bom naredil kakšen, ne vem, enkraten video, kakšen, ne vem, preživetje 100 dni v hardcoru. To je nekoč bil velik trend, ampak mislim, da ne rabimo še ene Minecraft Survival serije, slučajno hardcore, zato ker pol bi imel že 3 Minecraft serije naenkrat in spet, če se konča po manj kot 10 epizodah, ne bom mogel okrevati od sramote. Denko po končanem videotu ob 3 zjutraj. Tako nekako sem se počutil in verjetno tudi izgledal, ja, kadar sem ga končal. Zanimivo dejstvo, ne samo, da sem ga posnel ob 3 zjutraj, pol sem ga še zeditil in naredil slikco za thumbnail v istem sittingu. Tako da sem bil buden do 1:05 zjutraj. Ali sem ga editil naslednji dan, zdaj se pa ne spomnim. Zagotovo sem naredil thumbnail še tisti čas. Ok, ker nisem siguren, bo to Jerison izrezal, ok? In če tega lih kar ni izrezal in je to vse pustil noter, tušej, nemam kaj, ne, pač you got me. Hey, got him. Jaz, ko mi zbankuje mimov in vidim, da je Denko ravno naredil nov video. Ja, še ena priložnost, da izkoristim Denkota za svoj content. Ocenite mojo impresijo Markota od 1 do 35, prosim. Bodite čim bolj realistični, hočem vedeti, na čem sem po skillu oponašanja. Dobri stari Beša. Oprosti, jaz ti vsakeč drugače izgovorim tvoje ime, se mi zdi. Prosim, ne me sovražiti zaradi tega. Povej mi Beša, povej mi, kako dejansko, ali Besa, kako se dejansko izgovori. Verjetno si mi že kdaj, pa sem pozabil, tako da ja, sorry. Denkovi občutki ob Tamlijevi Amogus hiši. Vesel, ker ima novo hišo. Besen zaradi še več Amogusa. Botcraft Legacy meme, let's go. Bom rekel tako, to ni moja hiša. Sem že dovolj hiš ukradil Jerryju, da bi mi še drugi mogli meni nove delati. Tako da bom rekel, da je tisti Among Us base v tleh nekako skupno ali pa plac za skupno druženje, tako bom rekel. Zombi teden, ok, to dejansko zgleda nice. Bom dal upvote, čakaj, edino ena stvar. Ta tukaj stvar levo od moje roke, ne, to zgleda kot truplo pri Among Usu. Zdaj ne vem, če si to nameraval, kaj si to risal, ampak ne morem si pomagati, ne da bi to opazil zdaj, odkar sem to pogruntil. Če ne pa sick fanart, dejansko full dobro. Hvala. Opa, pa še 3D render, let's go. Jaz ko koljem zomšije. Shoutout, če se spomniš izraza zomši. Gangsta. Subnautica, to sem dela v 2 uri. Spoiler tag ima. Zakaj ima spoiler tag? No, da vidimo. In zakaj ima suggestion? Ok, Arctic Pepper, nice. Lepo narisano, ampak
to naslednjič označi kot fanart, ne kot suggestion, ok? Ker suggestion pomeni, da nekaj priporočaš, pa tudi spoiler lih ni. Ampak ja, cool risba. Nice. Joe Denko Loci. Ne vem, kdo je ta na desni, ampak ta face swap dejansko zgleda identično kot Jack on the Box, se niti ne zafrkavam. Ja, moj bog! O bog, kaj je to? Pesi plus Denko, Pesi is finished. In potem je Pesi zmagal svetovno prvenstvo. To zgleda kot nekaj iz Nočnih mor. In zakaj vedno uporabite ta moj obraz? Kaj je to moj prvi Q&A video thumbnail? Prosim, da vsaj kakšen obraz uporabite moj, kaj je lepše izpadel, kot pa tukaj. Ok, hvala lepa. Vzamem nazaj. Ne hvala lepa. To spet Ronaldo plus Denko zgleda napačno. Nekaj zgleda narobe tukaj, moram reči. Poletni Denko, zakaj je to po strani? Se res, ta skin sem nekoč imel poleti. Veš kaj, če ta video dobi 5 lajkov, prednesem ta skin nazaj za to poletje. 9 od 10 zobozdravnikov priporoča to zobno pasto. Tehle 10 zobozdravnikov. Ja, to so one reklame, ja. 9 od 10 zobozdravnikov priporoča to zobno pasto. 9 od 10 zdravnikov priporoča te tablete. Stranski učinki, pomoč na smrt. Ja, Colgate, Dan Colgate, zdaj razumem, zobna pasta. Ja, cool meme. Razen to, da si uporabil moj obraz iz hardcore smrti. To je zelo traumatičen dogodek zame, ok? Ne vem, zakaj se vsi hecajo z tega, no. Denko igra Bendy, Botcraft, Roblox, Zompiercer, Modec serija. Spet kralj Matjaž, let's go. Ja, no, ta meme bo rabo malo update, zato ka Modec serija je lih frišno nazaj. In tudi bo še več epizod, zdaj v kratkem, upam. Zompiercer po druge strani pa verjetno ne bom več snemu. Prvi video je dubo kar dosti ljubezni, drugi video pa... In pa tudi, da ne boste mislili, da se jočem zaradi ogledov česarkoli, tudi meni osebno. Mi je zanimiva igrca, mi ni taka igrca, ka bi jo pol neki grozno dosti igral po neki točki. Ali pa ne, mogoče, ampak ne obljubim, da bo karkoli še v zvezi z Zompiercerjem, kaj neki kmalu. Mogoče čez 3 leta, če bomo delili teden nostalgije 2. Mogoče takrat. Aha, like gumb in subscribe gumb. Končno se je ta naš poveljnik vesoljske ladje naučil uporabiti 2 prsta in klikati oba gumba. Inteligentno! Moram reči, da mi je bilo zelo všeč nazaj obiskati Reddit dan. Prav pogrešal sem to. Tako da se vidimo spet čez 6 mesecev ali pa plus ali minus, ne? Če se nabere kaj dobrih mimo, ko sem rekel, Reddit bo v opisu tega videa. Še vedno ne morem verjeti, da se je več kot 4000 fanov nabralo tukaj noter. Koliko ljudi se je moglo na novo narediti Reddit, samo zato, ker imam jaz Reddit dneve. In mimo grede, to je, kaj je to, 38. Reddit video. To počasi ratuje, ja, še par Reddit video in bi to bila že moja najdaljša serija v zgodovini kanala. A ni to noro? No, v glavnem, to je to tudi za teden nostalgije. Upam, da ste uživali v njem. In pa nasploh stisnite like, subscribe, zvončka, mogoče membership, če hočeš podpirati dodatno kanal. In lepo se vete in solato pojejte, pa se vidimo na naslednjem videu, streamu, čemrkoli. Adios!